24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše. Pozdravljeni v Kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes za vas predstavljamo deželo, ki se razteza od Evrope do Azije. Ima veliko število različnih kultur in zato tudi veliko raznolikost kulinarike. Torej, danes za vas predstavljamo Rusijo. In z mano je Irina. Irina, lep pozdrav. Živijo, pozdravljeni. Irina, kaj te je prineslo v Slovenijo? Rusija je velika, Slovenija je majhna. Ja, v Rusijo smo pripotovali celo s možem, ki imamo glasben projekt in potem se nam zdela pa premajhna. Smo šli pa kar naprej. Tako da smo prišli sem v Slovenijo z glasbo. Super. Pa veš, zakaj si danes tukaj z mano? Zakaj si moja gostja danes? No pa povej. Sva rekla, v Rusiji se prepleta kulinarika skupaj s kulturo in ti boš danes meni pokazala skozi tvoje oči en delček te kulinarike ruske. Ja. Super, in kaj si pripravila potem za nas? V bistvu sem odločila za najbolj značilno juho za Ruse, pa za vse ljudstvo, ki živijo tam na Rusiji, juho, ki se imenuje ši. Pa druga jed je pa sirniki oziroma zapikanka. Zapikanka? Zapikanka je različica od sirnikov, ki jo znajo pripravljati tudi vsaka gospodinja. V bistvu te dve jedi so zelo značilne za vse gospodinje v Rusiji. Super. V redu, Irina, kuhinja je tvoja. Kaj ti lahko zdaj pomagam? Zdaj bova juho naredila? Ja, jaz pa bi predlagala, da naredimo mesno juho z mesom, ker je lahko različica, je zelenjavna z zeljem pa z drugo zelenjavo ali pa z mesom. Mene se zdi boljše z mesom, pa je tudi bolj značilna za Rusijo. In pri nas se imenuje bogata juha. Pomeni, da je bogata, seveda z mesom bogata juha. Ja, je lahko bogata, je lahko pusta, tako da vegetarijanci lahko komot kuhajo to juho brez mesa. Brez mesa. Ja. Lahko dam tole meso kar noter. Kar noter. Ja. Govedino, ker vse tele 4 kose. Sva rekla, bova dala noter še čebulco, dala bova še korenček, se pravi čebulo pa korenje. Tako. Super. Lahko jaz to zaprem, dava kuhati. Ja. V tem času, ko se bo tole kuhal, bova midva naredila zapekanko. Za zapekanko potrebujemo 2 jajci, 50 dekagramov skute, 3 žlice pšeničnega zdroba, 4 žlice rozin, 2 žlici sladkorja, 1 deciliter jogurta, ščep soli in limonino lupinico. Recept najdete na ave.si. Zapekanka. A to morajo poslušati, da slišajo, koliko jogurta gre noter. Ja, jaz delam vse po občutku, jaz ne delam tako 200, 100, pa 10. Pa to veš, da je drugače. Pri sadicah je to zelo pomembno, da delaš vse po receptu. Seveda. In obvezno mora biti en pomočnik. Naprimer, tisti, ki mi lahko daje noter vanilni sladkor. A lahko si to ti? Z največjim veseljem. Z največjim veseljem. Evo, takole vanilni sladkor. Pa je to tipična sladica ruska. Ja, zelo tipična je, ker je zelo lahka tudi za zajtrk. Nisem kot sladica. Koliko časa bova tole midva pekla? Kakšnih 20 minut največ. Zdaj je treba vklopiti pečico. Pa pečilnega praška malo. Ja, sem ga že pripravil. Pol praška, na primer bi bilo. Ja, čisto malo. Se mi zdi, da bo tole zelo taka zanimiva sladička. Ja, okusno. Jaz to delam tudi zase, pa tudi za otroke. To so razine. Kaj pa sladkor? V bistvu jaz sladkam ni prav veliko, ampak to pa po želji. Lahko sladkamo več, lahko sladkamo manj. Zdaj malo več sem dala. Mi smo navajeni jesti sladko hrano. Ja, Sladica mora biti sladka. v bistvu to ni samo sladica, ampak tudi jed za zajtrk, ko sem povedala. In če je manj sladkorja, potem je pa skutna jed za zajtrk. Lahko tudi kakšna posebej jed, naprimer za malico. Lahko to vzajmo s sabo na pot, zdrži dalj časa. Ti dam kar tole, boš kar noter ulila? A je treba kaj namazati? Ne, ni potrebe, to je pa silikon. Kaj smo pozabili? Smo vse dali noter. Dala sva jogurt noter, dala si sladkor, dala si noter pšenični zdrob, dala sva pecilni prašek, dala sva vanilji sladkor, ščep soli, eno jajce, dala sva skuto noter, dala si malo jogurta. V bistvu odvisno, če je skuta bolj gladka, potem lahko manj jajc. Zdaj sem dala 1 jajčko, lahko pa jih 2 ali pa 3. Odvisno od vrste skute. V bistvu tisto, ki jo kupujemo na tržnice, je pa bolj taka, ki ima več vlage noter. Ni pasirana, ja. Ja, potem lahko malo več jajčka damo. Bova ostala pa enem potem in dva, ja?
Okay. A? Čaramo. Deva. Lej, jaz imam še Mi nekaj. boš pomagal? O, z veseljem. Lej, evo, Odlično. ravno prav. Evo, bomo dala v pečico. Koliko časa bova pekla? 20 minut pa moram malo gledati, da se zarumeni lepo. No, super. Bo. Evo, na 170 stopinj si rekla. Ja, Takole. Sirnik so dala noter, v bistvu Ja. za pekanko. da. Kaj pa zdaj? Pauza. Pauza. Tle čakamo, pauza. Super. Ti lahko dam nekaj za poskusiti. Bi nekaj poskusila. Prosim, ja. Malo zakusko naredila. Kako ji Ja, pravite pa. temu? Zakuska. Zakuska, evo. Ja. Imam evo, eno super salamco imam zate. To je grajska salama. Bomo poskusila. Pa bi malo vinčka zraven pasalo. Bravo. A veš, da ponovadi tudi gosti nekaj prinesmo s sabo? Ti si prinesel danes dobro voljo. Ja, pa Okej. še nekaj. Kaj pa? Kitaro. Kaj to pomeni? Boš zaigrala kaj? Bo. Irina, ne more verjeti, danes bo MBL kitaro igral. Viš, da imamo v Rusiji tudi navado, da včasih, pa v prejšnjih časih, ki nismo imeli več takih restauracij, smo pa se zbirali kar v kuhinji. Gospodinja kuha, gosti pa pojejo, tako da imam zdaj občutek, da sem tle doma. Koliko je mogla biti dobra hrana, a? A ti zapoj meni. Daj. Петербургскому, по обычаю древнерусскому, не могу я жить без шампанского, да без табора, без цыганского. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас, я в недобрый час, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас, я в недобрый час не видала, скупай за плечи, не видала бы вас, опа, не страдала бы так, всю бы прожила жизнь, улыбаючись, вы сгубили меня, очи черные, непокорные, очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас, я в недобрый час. Bravo. Hvala. Super. Irina, strast gre kar iz mene. Jaz, veš, v življenju ni noben meni v kuhinji, ne, da bi mi en takole s kitaro, s takim lepim angelskim glasom, res fantastično. Na zdravje. Jaz sem se izkazal pač kot gostitelj, ampak si tudi povedal, da ste vi Rusi hvala, da ste tudi vi Rusi izredni gostitelji. Da ko se gre okoli hrane, ni kompromisov, da so mize vedno polne, da noben ne gre lačen od mize. Je to res? Je to res, ja. Če boš kdaj prišel v kakšno rusko družino, to lahko opaziš. Na kakšen način? V bistvu način je takšen, da miza se pripravi, preden gosti pridejo. In na mizi gosta čaka predjed, zakuska, vse, kar spada med začetko jedi. Ampak predjedi je lahko veliko. Tiste solate, izkuhane zelenjave, mesne solate, pa sveže solate,
Vse pomalo, po majhnih skledicah je lahko vse na mizi in potem si lahko vsak vzame na svoj krožnik malo tega, malo tega, malo tega. Če že ponujo vodko, potem lahko zraven tudi kakšno vloženo zelenjava, komarce, paradižnik, pa kaj takega slanega, kislega, prijetnega za zraven. In potem vse to na mizi mora biti hkrati. Kaj pa recimo potem standardno kosilo, kako bi ga vi za mizo jedli? Klasika, juha, glavna jed, solata, sladica, ali imate to malo potem razmešano, ali kar vse prinesete, pa si kar vsak malo sam jemlje? Na kakšen način potem to jeste vi? No, v bistvu doma se ni matramo tako. Doma ponovadi skuhamo eno kakšno jed, pa solato zraven. Solata pa mora biti. Porabljamo velikokrat kislo smetano, namesto kisa. Ali pa če je solata z oljem noter, lahko damo limonin sok, lahko damo kakšen priliv noter. V bistvu solata je kot začetna jed, kot zakuska. In potem pride jed in to je to. Potem sladice ali pa kakšno pecivo, zelo radi slano pecivo, piroški, pa kaj takega, če ste slišali. No, piroške, ja. Da. Tipična ruska jed. Da. In to jed se ponuja lahko zraven take juhe. To je slano pecivo, zraven take juhe, zraven šči se lahko ponuja. Potem pa še ponuja posebej za čaj. Miza posebej za čaj, to pomeni, da so različne vrste peciva, sladice so noter, pa glavno je čaj. Irina, zapekanka je gotova? Ja, sva preverila, je lepa. Seveda, seveda. Jo lahko ven vzamem? Prosim. Juho sva tudi že ugasnila. Lepa je, lepa. No, če bi jaz kuhala doma, jaz bi jo za nekaj časa pokrila s kakšno krpico, da se umiri. Evo, takole. Juha je gotova. Kaj bova pa zdaj naredila? Zdaj moramo vse to ven dati. In bova vse skupaj narezala, ne? Okej. Zelenjavo lahko stran mečemo, ni več lepa. Sam meso bomo narezali. Torej, Irina, zelenjava je tvoja. Meni pa ostane zelje, ne? Zelje, krompir pa paprika. Vse mora biti narezano na slamici. Za juho šči potrebujemo 50 dekagramov govedine, 4 srednje velike krompirje, eno manjšo glavico svežega zelja, 2 žlici sladke paprike, šopek peteršilja, 10 dekagramov gomolja zelene, 2 korenčka, eno čebulo, sol, poper, koper in 2 žlici kisle smetane. Recept najdete na ave.si. Ti boš korenčka rezal, a boš korenčka? Lahko. Pa malo olja noter. Jaz pa bom čebulico. Boš kar dala olje. Okay. To je zelo omaknil. Bo dala sem, da bo bližje moji strani. Taka zanimiva juha. In zakaj se imenuje šči? Tega pa jaz točno ne vem. Zakaj, ampak je pa zelo stara in že v starih letopisah se je pojavila od 9. stoletja, ker je postala priljubljena ni samo med ljudstvom, ampak tudi med car, pa vsi so imeli na mizi v glavnem tisto juho in včasih na velikih prireditvah so ponujali kar nekaj vrst teh juh. Lahko tisto juho kuhamo z kakšnim piščančjim mesom, goveje, svinjsko, najbolje je goveje, ker je bolj značilna. Lahko pa še dodajemo noter kakšne salame ali pa kaj tasga, no pa ne vem, nekaj mesnega, nekaj prikajenega. Tako, prej je pa bila samo iz zelja. Bova naredila malo prostora tukaj le midva. Ja. Joj, kako si to lepo narezal. Je v redu? Super. Vse mora biti na slamice, tako kot zelje. Kaj pa paprika? Vse mora biti po slamice. Tudi paprika, jo bo prepražila? Ne, papriko lahko na pol, pa polovičko bomo porabili. Tako. Jaz pa bom tole naredila. No, v redu. In tista juha je pa, veš, koliko zanimiva, toliko je priljubljena, da so jo včasih s sabo vzeli na pot.
naprimer po zimi so jo zmrznili v velikih loncah, tako okrogle postale in pol vzamejo s sabo in nekaj na poti dajo v posodo, pa pogrejo, pa pojejo. Da so jo imeli tudi na poti, ker Rusija je velika in lahko potuješ od enega mesta do drugega ure in ure. Lahko pa nekaj dni. In potem, da ne kupuješ vmes hrane, ker nimaš kje kupiti, imaš s sabo svojo hrano. Diši zelo lepo tole. Papriko dava kar v juho direktno. Lahko skupaj z zeljem daš, ali pa lahko naprej krompir. Da mora biti podolgovato. Tako, 4. Ker niso velike. Tako. Kole? Pa kar noter. Pa ga kar noter. Meso zdaj lahko narežemo kose. Pa ga tudi lahko noter damo. Zdaj skupaj vse kuha. To je že pripravljeno. To lahko dava kar noter? Ne še. Ne, še? Ne. Ker potem zelje pa krompir se mora naprej zakuhati, Aha, da ne postaje trdo. To damo pol. To lahko damo stran Super. zaenkrat. Torej, lahko jaz kar zelje naribam? Mislim, naseklam. Ja. A ti lahko z glasbo pomagam? Z glasbo? Mi boš ritem dajala? Ja, seveda, kaj smo tu? Prosim. Zdaj bom eno pesem, ki jo pojo tudi za mizo, eno pesem iz enega filma, ki je že ponarodila. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Чакай. Начнет выпытывать купе курящие про мое прошлое и настоящее. Навруз 3 короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Bravo. Super. Bravo. Nikoli nisem še to zelje A v ni bilo glasbeni težko? spremljavi. A ni Ne, bilo super je bilo, super je bilo. Mogoče malo slab ritem, ampak lej. To je zelje, to je zelje. Pa dobro odrezal. A veš, zakaj imamo kuharji vedno prsta na roki? Zato, da vemo, kdaj končati seklati. Ja, jaz videla sem tebe gledal in veš, ko imaš tak lep glas, ti si gledam pa in seklam, monster, gledam, nisi nič seklam in poškodoval. potem začne, veš, ne gre več. Pa veš, da je konc, ne moš, konc. No, vse to skupaj mečemo noter, da se malo zakuha, da vidim, koliko je česa, če je treba kaj dodati. Lahko pa noter dodajemo, naprimer, peteršilj v korenju ali pa majhen košček zelene lahko tudi noter damo. Lahko dava peteršilj, imamo kar steblo, kar tegale svežega poreževa malo. Tega svežega bomo bolj porezali, Bova ga gor da potresla. gor potresla. V redu. Torej, zdaj tole Zdaj pa zavreva, pokremo, ta zavre, pokriva. pa ko se zavre, Zavreva. bomo vse to skupaj vse No, ustavimo super. noter dale In to je to. To je to. Super. Kuha se v bistvu zelo hitro. Dobro. Torej, 10 minut, pa sva gotova. Tle pa je že pripravljeno. To pa je že pripravljeno, ampak to bova potem servirala. A potem? Potem. Si neočakana. Ja. Ja. Kar počakaj, kar bod malo neočakana, kar bod, kar počas. Prav. Irina, juha je zavrela. Ja, zdaj moraš to dati noter. Ok. Vse to noter spraviti, pa še tole. Ja, mislim, da je posoda dosti velika, tako da lahko še kaj drugega dava noter. Ja. A ne, da... V bistvu poleti lahko dajemo tudi koprive, pa še kakšno. A tudi to? Ja, tudi koprive damo noter. Ok. Ponovadi kuhamo po zimi iz kislega zelja, počasi mešamo kislo pa sladko zelje, pol pa poleti kuhamo iz mladega zelja. Super. Zdaj lahko vse to solimo pa začinjamo. No, deva. S peteršiljem, pa s koprom. Koprom noter. Bomo dala kar svež peteršilj? Ne, svež peteršilj bomo potem za okrasek dali. Ok. Lahko daš Damo tega? tega. Tega.
česna, če imaš česen. Dava kar cel strok, kaj ne seklava strok. Pol stroka. Popra. Pa že zdaj diši. Diši, ne? Prej sem govorila o raznolikosti kulinarike. Ampak ta juha je pa dejansko značilna za celo Rusijo, a ne? Ja, v bistvu vsaka gospodinja pri nas to zna kuhati. Če ne bi povabili meni, povabili bi kakšno koli Rusinjo, pa bi tako prav lepo skuhala. Bi ratala ista. No, ni ista, vsaka ima svoje finte. Svojo roko. Ja, svoje finte, pa še kaj svojega dodajo, ene dodajo fižol, ene dodajo ajdovo kašo ali pa... Aha, ajdovo kašo. Ja, čist malo, ker se prej ta juha ponujala zraven z ajdovo kašo ali pa zraven slanim pecivom. Tako, jaz pa nikoli nobeni kaše ne dodajam, mene je všeč prav tako, lahko pa tudi malo rdeče pese, naprimer, bo pa boršč. Pa še lovor notar. Aha, še lovor. Lovor! takole. Dovolj je, ja. Okay. Dovolj. Se Lepa. fajn kuha. Lej, kaj imamo noter? Tle imamo v glavnem zelje, pa lepo pisano zgleda, ne? Zelo lepa juha je. Super. Tam spodaj je krompir, malo paprike je noter, pa paradajz, vse to lepo skuha. Če bi imeli koprive, bi lahko dali še koprive noter. Kaj naj bi še dali? A veš, kaj lahko damo? Povej. Kakšno prikajeno meso ali pa kakšno slanino. O, Tak, bravo. za okus. Super, mam. A imaš? V svojem čarobnem hladilniku. Čarobni hladilnik, No, točno pa to. daj. To? To, ja. Okay. Pa lepo na slamice pa noter Spet na damo. slamce. Ja, vse mora biti na slamice, da potem tako z žličko vzameš. Aha. To zgleda. Si 100% da šči ne pomeni slamica. Ne? Ne? Ne vem, kaj pomeni. Ker prej, v prejšnjih časih niso vse družine mogle imeti mesa noter, potem so pa dajale to, kar je ostalo od mesa, ali pa celo Ostanki, ne? ostanke, ja, ali pa špeh. Vse smo lepo dali noter, zdaj lahko pokrovček, pa 5 minut počakam. Super. To je to? Super. Kaj nam manjka? Sladki posip? Lahko? Ja, lahko malo posipaš z... Ja, lej. Malo. Potem pa na vsak krožnik po enem kosu, pa še malo kisle smetane zraven. Kislo smetano bova dala na koncu. Prav. Va zdaj še servirala jugco na krožnik. Pa greva jest. Gremo Greva jesti. jest. To je to. To je to. Ja, tako se dela. Tako je lepa juha. Resnično lepa juhca. Kako je pa dobra, bova pa še videla. Ampak se veš, kaj pravijo. Ješ na začetku z očmi? Ja, seveda, zato mora biti lepo pisana, lepo Tako je. oblikovana. Pa še okraske lahko damo, peteršilčka lahko damo, pa unga Drobnjak? drobnjaka. Pa malo smetane noter, kisle. Super. Tako. Irina, jaz bi se ti ob tej priložnosti samo rad zahvalil za izjemno kulinarično doživetje skozi tvoje oči, predvsem skozi tvoj glas. Res sem počaščen, da si bila moja gostja, ker do zdaj me še noben ni spremljal med delom sploh. Jaz nisem še nobenemu ritmu dajal skozi seklanje Meni zelja. pa tudi, če ne bedem takega ritma dajal, ampak fajn, lepa najdba je. Tako da res, hvala ti še enkrat. Bi te pa prosil, da ob tej priložnosti še našim gledalcem razložiš po rusko, kaj si sploh naredila za njih. No, drage gledalce, zdaj smo naredili za vas rusko juho ši, pa rusko sladico, ki je lahko tudi jed za zajtrk, zapekanka. Torej, Irina, kako povabijo Rusi svoje goste k mizi po rusko? Ponovadi rečejo prijatnega apetita. Torej, dragi gledalci, prijatnega apetita. Prijatnega apetita. 24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše.